No, ravnokar smo začeli snemati tole konferenco. To je nekaj od teh tehničnih vodil, ki jih moram jaz narediti. Sem Fran Zalar, podpredsednik društva in bom vodil konferenco. Naši sogovorci pa so primarij Matija Cevc, predsednik našega društva, sicer pa iz UKC Ljubljana, iz kliničnega oddelka za žilne bolezni, potem doktorica Katarina Vukelić, specialistka interne medicine in pnevmologije iz zdravstvenega doma Grosuplje in izredni profesor Uroš Grošelj iz kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni pediatrične klinike UKC Ljubljana. Vsem trem lep pozdrav in vsem udeležencem lep pozdrav. Torej, konferenco bomo snemali. Najprej vas prosim, da vsi, ki ne boste v trenutku, ko ne govorite, imate izklopljene mikrofone, da ne bi motili konference s kakšnim škripanjem ali karkoli že. Potem še povem, da bomo po običaju najprej dali besedo vsem trem uvodničarjem, potem pa boste imeli možnost postavljanja vprašanj. Po konferenci, čim prej po konferenci, bomo izdali tudi sporočilo za javnosti, kjer bo zajeto po večini tisto, kar bodo sogovorci povedali. In še nekaj, če boste karkoli potrebovali od naših uvodničarjev, govorcev, boste njihove kontakte dobili na sporočilo za javnosti po elektronski pošti. Mislim, da je to bilo dovolj in zdaj ima besedo primarij Matija Cevc. Ja, pozdravljeni tudi v mojem imenu. Seveda, kot predsednik društva za zdravje srca in ožilja, seveda moram nekaj povedati, kaj se v Sloveniji dogaja, kar se teh bolezni tiče, zlasti tudi na področju delovanja nevladnih organizacij. Dejstvo je to, da srčno-žilne bolezni so še vedno glavni morilec prebivalca tako v svetu, kot tudi pri nas. Je pa res, da pri moški populaciji se je v zadnjih letih stvar spremenila, da zdaj že več ljudi umre, več moških umre zaradi rakavih obolenj kot zaradi srčno-žilnih bolezni, medtem ko pri ženskah je pa žal še zmeraj tako, da 45% vseh smrti povzročijo srčno-žilne bolezni. Drugo, kar je pa zelo pomembno, je pa to, če smo mi uspeli z našimi dejavnostmi zmanjšati umrljivost, žal še nismo uspeli zadosto zmanjšati tudi zbolevnost zaradi srčno-žilnih bolezni. Seveda med srčno-žilne bolezni spada tudi možganska kap, za katero verjetno vsi veste, da je eden od glavnih vzrokov za invalidnost in poslabšanje kvalitete življenja pri starostnikih. Tako da seveda tudi to je eden od velikih problemov, kjer še nismo tako uspešni. Drug izredno velik problem je srčno popuščanje, v katerega vodijo vse te srčno-žilne bolezni, če nič ne ukrepamo, če nismo osveščeni, da preprečujemo zaplete. In dejstvo je, da umrljivost in zbolevnost, pa zlasti tudi težave, ki jih srčno-žilne bolezni povzroča, so izredno velike. Pravzaprav so simptomi in težave, ki jih imajo bolniki zaradi srčno-žilnih bolezni, pogosto bistveno hujše kot zaradi rakavih bolezni, ampak po narekovaji žal se ljudje tega ne zavedajo in se zaradi tega teh bolezni niti ne bojijo. Morda samo medklic o tem govori tudi letošnji plakat ob dnevu srca, ki govori, kako se ljudi bojijo ugriza morskega psa, pa je kljub vsemu zaradi ugriza morskega psa jih izredno malo umre, tam 6 ali 7 ljudi na leto v celem svetu. Letno morski pes ugrize vsega skupaj tam okrog 100 ljudi, zaradi srčno-žilnih bolezni pa v Sloveniji samo umre več tisoč ljudi. Skratka,
Gre za to, da bi se morali ljudje tega zavedati, in če bi se tega zavedali, bi verjetno tudi lažje in hitreje pristopili k ukrepom, ki to nevarnost lahko drastično zmanjšajo. In smo spet pri naši stari mantri, kako zdrav življenjski slog preprečuje te zaplete in da je ta življenjski slog, ki je pravzaprav enostaven, izboljšuje nam kvaliteto življenja že v mladosti. Vi dobro veste, da ljudje, ki so redno telesno aktivni, so po eni strani telesno bolj zmogljivi, po drugi strani je pa znano, da telesna aktivnost deluje tudi antistresno, da so ti ljudje manj nagnjeni k depresijam, nenazadnje redna telesna dejavnost izboljša spanec, spanec je pa neposredno povezan tudi z slab spanec ali pa pomanjkanje spanca, pa sta neposredno povezana tudi z depresijo in raznimi stresnimi boleznimi, ki se jih bojimo. Drugo, kar je zelo pomembno, je pa to, še vedno v Sloveniji je kadilcev izredno veliko, pravzaprav tobakovim dimu je izpostavljena skoraj polovica Slovencev. Polovica od tega pasivnemu kajenju, druga polovica pa aktivno kadi. Okrog 23% Slovenk in Slovencev še vedno kadi. Žal tudi v domačem okolju, tako da so kajenju izpostavljeni tudi otroci, tukaj bi morali gotovo nekaj narediti. In še četrta stvar, v Sloveniji je zelo veliko nezdravega pitja alkohola in v zadnjih nekaj letih verjetno vsaj deloma k temu prispeva tudi obdobje covida, se je poraba alkohola v enem letu povečala čistega alkohola na prebivalca skoraj za 1 liter, kar seveda bo imelo tudi posledice za naše zdravje. Mi vemo, da imamo alkoholno kardiomiopatijo, se pravi nezdravo pitje alkohola že samo po sebi vodi v okvaro srčne mišice in vse, kar iz tega izhaja. Torej, tisto, kar moramo ob dnevu srca vedno znova poudariti, je to: srce je garač, ki pri običajnem 70-letnem življenju, čeprav veste, da povprečna doba življenja za moške je že 76 let, za ženske preko 80, skratka še več. Skratka, to srce mora vsak dan prečrpati ogromne količine krvi, v 1 minuti 5 litrov, če bi to sešteli na celo naše življenjsko obdobje, pride do nivoja enega manjšega jezera. In to majhna mišica, ki tam tehta 400 gramov, nekaj takega, 400 gramov tehta in mora te hektolitre krvi prečrpati, zaradi tega moramo na njo paziti, skrbeti za njo, jo spodbujati in tudi varovati pred vsemi možnimi škodljivimi učinki, ki so v našem okolju. Mimogrede, tudi polucija je en od izredno pomembnih dejavnikov tveganja, tako da tisti, recimo, ki živijo ob zelo prometnih cestah, so bistveno bolj ogroženi kot tisti, ki živijo sredi Kočevskega gozda. Kaj to pomeni? To pomeni, če smo telesno dejavni, ne smemo biti telesno dejavni v urbanih, gosto naseljenih in s prometom prepletenih območjih, ampak moramo biti telesno dejavni v naravi, kjer je zrak, kar se ne da čistiti. Torej, Lej, še te bi tudi lahko prijel, če bi Ljubljane bo. Še te bi lahko prijel, če bi Ljubljane bo. Na to skušamo ob današnjem dnevu tudi opozoriti. Lahko, Pazite na svoje srce, skrbite predsednik, zanj. samo meč. Edino to, prosim, da vsi zaprete mikrofone, ker motite. Izvoli, predsednik. Torej, to je tisto sporočilo, ki ga vedno vsako leto ob dnevu srca ponavljamo. Dejstvo pa je, da to moramo misliti vsak dan, ne samo enkrat na leto, ker če samo enkrat na leto, na to pomislimo, je žal premalo. Hvala lepa. Hvala predsedniku. Zdaj pa predajam
Naslednji govorki mikrofon, to je dr. Katarina Vukelič iz Zdravstvenega doma Grosuplje. Izvolite. Dober dan vsem skupaj in vsakemu posebej. Hvala za povabilo, saj so srčno-žilne bolezni tiste, o katerih moramo nujno in pravočasno govoriti, še preden se sploh razvijejo. Te bolezni so vodilni vzrok umrljivosti v svetu in tudi vzrok za zmanjšano kvaliteto, kakovost življenja. O njih moramo govoriti, še preden jih nas zadene srčni infarkt ali možganska kap in je to ta grozeči morski pes, ki ga imamo na plakatu. Torej, biti moramo korak pred razvojem bolezni in se pogovarjati o kardiometabolnih dejavnikih tveganja, če njih obvladujemo, tudi preprečimo razvoj samo srčne bolezni. Kardiometabolni dejavniki tveganja, kateri so tisti, ki so najpomembnejši. To so povišan krvni tlak, povišane maščobe v krvi, hiperlipidemija, povišan krvni sladkor, debelost, trebušna debelost. Ti dejavniki lahko vodijo v razvoj srčno-žilnih bolezni. In ne samo to, tudi pridruženo, poleg teh kardiometabolnih dejavnikov tveganja, denimo pridruženo kajenje, raziskave kažejo, da vsi ti dejavniki tveganja in kajenje lahko predstavljajo kar 76% tveganje za razvoj srčnega infarkta. Če pogledamo denimo sladkorne bolnike, ki so kar 2 do 3-krat bolj ogroženi in imajo tveganje za smrt zaradi srčno-žilnih bolezni, je pri njih še toliko bolj pomembno, da začnemo z nadzorom teh kardiometabolnih dejavnikov tveganja pravočasno in takoj. Kajti, če ne zdravimo holesterola, krvnega tlaka, ne urejamo krvnega sladkorja, če je prisotno ob tem še kajenje in albuminurija, potem pa gre kar za 5-krat večje tveganje kot pri zdravi populaciji, pri zdravih ljudeh. Zato torej osredotočanje na zmanjševanje srčno-žilnega tveganja je tako pomembno. Menim, da podatek, da kar 5 milijonov ljudi umre zaradi sladkorne bolezni oziroma njenih zapletov, podatek je iz leta 2015, je dovolj zgovoren podatek, da moramo ukrepati takoj. Če pomislimo, da nekdo, ki ima sladkorno bolezen, se mu lahko življenje skrajša za 6 let. In še hujše, če je nekdo, ki ima sladkorno bolezen in ob tem je prebolel tudi srčni infarkt, pa se mu življenje skrajša kar za 12 let. Torej, osredotočajmo se na kardiometabolne dejavnike tveganja, spodbujajmo hujšanje, zmanjšanje telesne teže in pa seveda najprej zdrav življenjski slog, zdrava prehrana, gibanje, potem pa tudi urejanje krvnega tlaka, krvnega sladkorja, krvnih maščob, se pravi hiperlipidemije. Vse to pripomore, da ne pride do razvoja srčno-žilnih bolezni. Še posebej moramo biti pozorni pri sladkornih bolnikih. Pri sladkornih bolnikih s spodbujanjem seveda najprej zdravega življenjskega sloga in pa vseh teh pridruženih kardiometabolnih dejavnikov tveganja, gre za to,
da jih spodbujamo k zdravemu načinu življenja, obvladovanju dejavnikov tveganja. Imamo pa tudi danes pomoč, moramo omeniti sodobna zdravila, ki pomagajo tem bolnikom, da seveda lažje obvladujejo dejavnike tveganja in pa tudi samo sladkorno bolezen. Nova zdravila, kot denimo SGLT2 zaviralci in pa GLP-1 in kretinski hormoni, ne znižujejo samo glukoze v krvi, temveč imajo vpliv tudi na krvni tlak, hipertenzijo, hiperlipidemijo in pa znižujejo prav tako po zadnjih raziskavah sistemsko vnetje in tako zmanjšujejo srčno-žilno ogroženost, da ne pride do zapletov sladkorne bolezni in srčno-žilnih bolezni. Torej, če povzamemo, kardiometabolni dejavniki tveganja so korak pred tem morskim psom, pred tem grozečim dejavnikom za razvoj srčno-žilnih bolezni, zato spodbujajmo zmanjšanje telesne teže, urejajmo krvni sladkor, bodimo aktivni, telesno aktivni, zdrava mediteranska prehrana, znižujmo krvni tlak, maščobe v krvi in mislim, da bomo s pravočasnim ozaveščanjem tako dosegli zavedanje in preprečili mnogo srčnih bolezni in pa seveda smrti, ki so povezane z njimi. Torej, bodimo pogumni, srčni in skupno v boj proti grozečemu morskemu psu in obvladovanju srčno-žilnih bolezni z obvladovanjem kardiometabolnih dejavnikov tveganja. Hvala in pozdrav vsem. Hvala lepa. Ja, temu je namenjen tudi Svetovni dan srca, 24. letos, ampak ko dobi besedo izredni profesor Uroš Grošelj, že vemo, da bo govoril, ker je specialist za to, o enem od dejavnikov tveganja, o katerem je sedaj govorila predhodnica. Profesor, izvolite. Ja, hvala lepa za besedo. Me veseli, jaz bom mogoče še malo širše poskusil vsaj na začetku zastaviti. Se pravi, jaz sem pediater, prihajam z pediatrične klinike, nekako, v bistvu se mi zdi, mi se vsako leto na ta dan, oziroma pred tem dnem, se v tem okviru vidimo, v bistvu vsako leto ugotavljamo, mogoče samo s kakšnim dejstvom ali pa s kakšnim delom napredka smo lahko zadovoljni, globalno pa mislim, da ne moramo biti zadovoljni, tako kot je primarij Cevc povedal, v bistvu več kot pol smrti je še vedno narovaš srčno-žilnih bolezni. Jaz mislim, da smo kot družba še vedno preveč tolerantni nekako do tega velikanskega deleža smrti, tako kot je bilo lepo povedano, se pravi, skrbijo nas smrti zaradi napadov morskih psov, zaradi ugrizov kač in tako naprej. Ta velika množica ljudi, ki pa vsako leto umre zaradi srčno-žilnih zapletov, pa nekako, da bi bili tega že povsem navajeni. Jaz sem pediater, mogoče bi zato tukaj želel povedati, da mi, če hočemo biti učinkoviti pri preprečevanju v bistvu tega velikega deleža smrti, moramo absolutno začeti razmišljati, da je treba praktično to začeti preprečevati praktično takoj po rojstvu. Se pravi, ateroskleroza je proces, se pravi zadebeljevanje žilnih sten, odlaganje maščob v žilne stene, vnetja žilnih sten, in ta proces se dokazano začne praktično že v maternici. In pri tistih posameznikih, ki imajo neugodno konstelacijo dejavnikov tveganja, je lahko ta proces močno pospešen. Močno je pospešen zlasti pri tistih, ki imajo bodisi en izrazit dejavnik tveganja, to je recimo, kot bom se kasneje navezal, družinska hiperholesterolemija, lahko sladkorna bolezen v otroštvu je praviloma tipa 1,
kakšna ekstremna debelost ali pa kakšne druge posebne bolezni v otroštvu, to so redkejše situacije, ampak kljub temu, pri tistih, ki imajo bodisi en izrazit dejavnik tveganja ali neugodno kombinacijo različnih dejavnikov tveganja, to pomeni, da je recimo en nekoliko pretežek, ob tem imaš recimo dislipidemijo, ob tem pri takih otrocih seveda, prej sem pozabil še zelo povišan tlak, lahko gre tudi za neugodno konstelacijo večjih dejavnikov tveganja, kjer pa mogoče niti ni posamezen dejavnik tveganja izrazito povišan, ampak se nekako seštevajo oziroma lahko bi rekel celo množijo do neke mere. In pri takih posameznikih moramo mi začeti z preprečevanjem kasnejših zapletov, mogoče šele čez nekaj desetletij bodo te zapleti, ampak preprečevanje moramo pa začeti že v otroški dobi. Slovenija ima še vedno, v bistvu lahko bi rekel, izjemno mrežo zlasti primarnih pediatrov, za slovenske otroke je izjemno dobro poskrbljeno. Imamo veliko teh preventivnih pregledov v otroštvu, kamor hodijo na videz zdravi otroci, in to so tiste točke, kjer moramo biti pozorni, ali ti otroci odstopajo po teh dejavnikih tveganja ali ne. Mogoče toliko za en uvod, in potem moramo biti zelo odločni pri nadaljnjih ukrepih. Se bom pa jaz v nadaljevanju navezal na dan družinske hiperholesterolemije. Vsako leto 24. septembra obeležujemo dan družinske hiperholesterolemije, in temu je tudi namenjena današnja konferenca, da vsako leto spomnimo na to presnovno motnjo. Družinska hiperholesterolemija je podedovano povišan holesterol, ki je najpogostejša dedna presnovna motnja, ki v kolikor je neprepoznana in nezdravljena, pomembno po nekaterih podatkih za 16 let skrajša življenje, če je neprepoznana oziroma nezdravljena. Teh posameznikov prisotna je 1 na približno na 300 v populaciji. V Sloveniji recimo za en Kamnik ali pa mogoče za ene Domžale oseb za družinsko hiperholesterolemijo, med katerimi se velika večina še vedno ne zaveda ali pa mogoče se zaveda povišanih vrednosti holesterola, pa ni ustrezno zdravljena. Pri teh osebah je treba biti zelo, zelo pozoren in začeti zdravljenje praktično takoj, kot je mogoče. Mi smo v otroški populaciji tudi vsako leto spomnimo na relativno uspešno delo pediatrov na tem področju, ko je vsakemu predšolskemu otroku pri 5 letih izmeren celokupni holesterol, koliko je ta povišan, v nadaljevanju izpeljemo genetsko analizo, in če potrdimo motnjo družinske hiperholesterolemije, nadaljujemo lahko še s potrditveno diagnostiko pri tistem od staršev, po katerem je ta motnja podedovana. Vemo, da se v 50% prenese v naslednjo populacijo, ampak po 8 letu mi že začenjamo z zdravljenjem teh otrok z zdravili. Zato, ker je dokazano, če začnemo zgodaj zdraviti, lahko na dolgi rok povsem normaliziramo tveganje za zaplete. Če s tem zdravljenjem zamudimo ali pa če to zdravljenje ni dosti dosledno, bojo kasneje te osebe lahko imele pomembno višje tveganje za zaplete. In tukaj to je mogoče en tak primer, kje lahko se nekako aktivno vključujemo že pediatri, zato da na dolgi rok preprečimo težave. Na podoben način se da razmišljati tudi pri drugih izrazitih dejavnikih tveganja, recimo pri tistih z diabetesom, pri zelo debelih, pri tistih otrocih, ki imajo povišan tlak. Nekaj tega je lahko dednega, nekaj tega je lahko pridobljenega, oziroma lahko otrok kasneje razvije, ampak pomembno je, da nekako otrok ne dojemamo kot tistih, ki nimajo tega tveganja, kjer lahko te odločitve preložimo na pozneje, se pravi, ukrepati je treba takoj. Pri otroci so zelo dojemljivi še pri vzgoju tega zdravega življenjskega sloga, tisti otrok, ki bo uspešen, ki bo na dolgi rok imel te navade, da se bo redno gival, da se bo zdravo prehranjeval. Praviloma smo pri tem bistveno bolj učinkoviti, če to poskušamo privzgojiti pred puberteto, se pravi pri malih otrocih. Tudi včasih smo pri celi družini pri tem učinkoviti. Zelo pomembno je, da nikoli taka oseba ne začne kaditi, to je spet. Tukaj veliko najstnikov kadi, pri nas to je drug problem. Veliko je tudi posega po alkoholnih pijačah. Če mi začnemo opozarjati na to pri predpubertetnih otrocih, da ne pričnejo kaditi, da ne uživajo alkohola in tako naprej, smo bistveno bolj učinkoviti, kot če je ta, lahko bi rekel, okno predpubertetno
zamujeno. In s tem lahko, če smo tukaj dovolj zgodni, tem otrokom damo neko ugodno popotnico za celo življenje. Mogoče toliko za začetek iz moje strani, če bo potem še kakšno vprašanje. Hvala lepa vsem trem sogovorcem. Jaz bi predno odprem diskusijo, seveda lahko se prijavite, preprosto odprite mikrofon in boste dobili besedo ali pa napišite vprašanje v chat. Na to smo že navajeni. Bi pa najprej rad povedal, da seveda Svetovni dan srca je velik dogodek. Tudi v Sloveniji od vsega začetka smo poleg 24. bo tokrat in osrednji dogodek bo v četrtek 28. septembra na Prešernovem trgu v Ljubljani. Tradicionalno bomo tam s svojimi stojnicami, z meritvami dejavnikov tveganja, o nekaterih je tudi danes bil govor. Mogoče posebej naj poudarim, da bodo vse meritve brezplačne, med njimi bomo merili tudi trigliceride. Pokazali bomo hodeči nogomet, igrali bomo hodeči nogomet, vse z namenom, da aktiviramo tiste, ki smo mogoče premalo aktivni. Ali ne moremo, največkrat nismo pri volji, in hodeči nogomet je zato izmišljen, da se začnemo gibati. O tem so moji predgovorci govorili. Zdaj pa, v chatu ne vidim nič napisanega. Če kdo želi postaviti vprašanje, dobili smo 2 vprašanji na društvo, pa bi jaz mogoče kar najprej prvega postavil profesor Urošu Grošlju, in sicer vi ste govorili o tem, da naj mladi ne kadijo. Tu je en naš poslušalec postavil v zvezi s tem vprašanje, zakaj je to tako pomembno, da ne kadijo. Ja, seveda, kajenje je izjemno dokazano škodljivo in izjemno zasvojljivo. To pomeni, tisti, ki bodo začeli posegati po kajenju cigaretah, zdaj imamo tudi te novejše vajpanje in tako naprej, ki je enako škodljivo. Tukaj je neka fama, da je to manj škodljivo, pa ni, lahko celo pritegne nekatere posameznike, ki sicer ne bi posegali po kajenju, se pravi, lahko celo mogoče s tem bolj škodljivo. Kajenje je izjemno zasvojljivo, se pravi, marsikdo, ki prične kaditi, ne more nikoli nehati, hkrati je pa kajenje izjemno povezano s kasnejšim razvojem zelo različnih bolezni. Tukaj gre za bolezni pljuč, različne vrste raka, srčno-žilne bolezni in tako naprej. Se pravi, veliko zapletov in zelo pomembno, se pravi, če mi preprečimo trenutek, da nekdo sploh prične kaditi ali pa da kajenje dojema kot neko možnost, ali za zanimivo možnost, lahko potem bo kasneje še vseeno bistveno manj ljudi posegali po tem. Se pravi, ta najstniška doba je tukaj zlasti izjemno pomembna, spet neko tako okno priložnosti, ki ga lahko pač izkoristimo, ali pa tudi ne, ali pa zamudimo po drugi strani. Seveda, kajenje v kontekstu izrazitih dejavnikov tveganja, se pravi, kajenje pri osebi z družinsko hiperglikemijo, kajenje pri osebi s sladkorno boleznijo, kajenje pri zelo debelem posamezniku, kajenje pri nekom, ki ima visok krvni tlak, je pa katastrofa. Se pravi, v tej kombinaciji bo pa kajenje dodalo neko namesto 10-krat više tveganje za zaplete, 100-krat više. Se pravi, oseba, ki pa v tej kombinaciji kadi, pa lahko praktično z gotovostjo računa na to, da se ji bo na neki točki nekaj zgodila. In to moramo ljudem resno dopovedati, da to tudi država bi mogla morda še več narediti, pri oglaševanju, pri nekih strategijah, kako to pričevati, da se dejansko poskuša to breme znižati.
Hvala lepa. Mogoče rad sem še nekaj opozoril, ker sem prej pozabil, namreč gre za odkrivanje vseh teh dejavnikov tveganja, ki jih nosimo s seboj že marsikdaj od rojstva, številne pa tudi z nezdravim življenjskim slogom pridobimo. Eden od takih je hipertenzija. In tukaj bi pa rad opozoril na eno, vsaj za mene, skrajno zaskrbljujočo zadevo. Če pogledate, na primer, zadnji statistični zdravstveni letopis, kjer piše, da je v Sloveniji bolnikov z povišanim krvnim tlakom tam okrog 24%. Sočasno s tem pa te podatke primerjamo z edino res tako epidemiološko raziskavo, ki je bila narejena leta 2009, vidimo, da je pravzaprav osveščenost in zavedanje Slovencev o tem, koliko je hipertenzija, strašno nizka. Namreč leta 2009 je kar 40% anketiranih, je bila velika raziskava, vedelo, da ima hipertenzijo, 24% ni vedelo, da ima hipertenzijo, pa so jo imeli. Skratka, 60% Slovencev je imelo takrat povišan krvni tlak. Zelo dvomim, da je danes ta procent kaj manjši, ampak drastično manjši pa je procent ljudi, ki so samo poročali o povišanem krvnem tlaku. To je skrajno zaskrbljujoče. Podobno velja tudi za holesterol. Po tem samoporočanju ne bi imeli povišane maščobe v krvi samo tam okrog 30%. Mi pa vemo iz podatkov iz predhodnih epidemioloških raziskav, da je takih 60%. Tudi visok holesterol ima okrog 60%. In zdaj, če mi ta dva podatka združimo in sočasno pogledamo tudi, kaj to pomeni, kar se tiče ogroženosti, vidimo, da je to izredno skrbljujoče. Ker, kot je že prej profesor Grošelj rekel, sočasna hiperlipidemija in sočasna hipertenzija, to ni samo, da se sešteva ogroženost, to se multiplicira. In bolj, ker je izrazita ta motnja, še bolj se to pospešuje ta ogroženost. Zaradi je pravzaprav tudi pomembno to, kar danes opozarjamo, bodimo pozorni na dejavnike tveganja, naredimo vse, kar je v naši moči, da jih odpravimo. Mi vemo, da hipertenzija danes lahko zelo učinkovito zdravimo, seveda, če se bolniki držijo po eni strani nefarmakoloških ukrepov, shujšajo, jemljejo zdravila, kot jim je predpisano, ne pa da to, kar tudi vemo, da približno po 6-7 mesecih zelo velik delež bolnikov, ki se sicer zdravijo, začnejo opuščati terapijo. Na to je treba, mislim, da tudi zelo opozarjati, da mi smo načeloma izredno učinkoviti v Sloveniji, kar se tiče preventive, ampak, kot sem ravno kar pokazal, imamo tukaj pred seboj še ogromno prostega prostora za izboljšave. Ja, hvala lepa. Imamo še eno vprašanje, kot sem že prej najavil. Dr. Vukeličeva je govorila o povezavi srčno-žilnih bolezni s sladkorno boleznijo. To je pa nekdo postavil še vprašanje, kako so pa srčno-žilne bolezni povezane z boleznimi drugih notranjih organov, na primer ledvic. Kdo se bo lotil primarij cevc? No, poglejte, seveda, ledvice so izredno tesno povezane s srcem. Kadar začne srce pešati in ne pošilja po telesu dovolj krvi, pomeni, da so tudi ledvice slabše prekrvavljene in to se odraža z slabšim delovanjem ledvic. To nazaj, s tem, ko slabše delujejo, v telesu nastajajo snovi, ki bi morale iz telesa ven, kar seveda deluje tudi negativno na žile, takoj, ko se žile poškodujejo, to pomeni tudi slabše dogajanje, kar se srca samega tiče. Skratka, ta povezava je zelo pomembna. Po drugi strani pa vemo, da tudi, kadar srce slabše deluje, tudi kri zastaja v spodnjem delu telesa, ker spet povratno deluje na ledvice. Skratka, ta povezava je izredno pomembna in zaradi tega poznamo tako imenovani kardiorenalni sindrom,
ko se to navzven tudi kaže. Se pravi, srce slabo deluje, zaradi tega slabše delujejo ledvice, ker ledvice slabše delujejo, začne slabše delovati srce in se take začaran krog vzpostavi, ki je lahko zelo problematičen. Ja, Še nekaj, če lahko dodam, ravno v sklopu tega, da sladkorna bolezen prizadene s svojimi zapleti male žile, tako imenovani mikrovaskularni zapleti, ki vodijo v bolezen ledvic, diabetično nefropatijo. Tega se zelo bojimo, ker je lahko vzrok za končno odpoved ledvic in zaključek na hemodializi. Tako se mi zdi obvladovanje teh mikrovaskularnih zapletov, obvladovanje kronično ledvične bolezni pri sladkornih bolnikih ravno zaradi tega vitalnega pomena, kajti bojimo se teh končnih zapletov, kot sem omenila, hemodializa. Hvala. Hvala lepa. Zdaj vprašanje jaz več nimam. Najbrž pa ste prebrali tisto, kar smo prihranili za konec v chatu. 7. oktober je povezan s aktivnostmi za zdravo srce. Pa opravičujem se, vidim eno roko, tako da bomo, izvolite. Ja, lepo pozdravljeni, Urška Šestan s Pop TV-ja sem. Jaz bi vas prosila mogoče za en komentar. Ena nova študija je bila v torek objavljena v American Heart Association journalu. In sicer, da naj bi moški, ki imajo stres na delovnem mestu in se počutijo, da niso dovolj nagrajevani, ne samo denarno, ampak pač opaženi strani delodajalca, da imajo kar 49% več možnosti, da razvijajo srčno-žilne bolezni. Poglejte, ja, to je znana zadeva, povezava med stresno situacijo, ki na delovnem mestu. In kot sem že prej jaz tudi rekel, stres je eden od pomembnejših dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni. Stres vodi v celo vrsto in hormonskih in nevrogenih zapletov in zaradi tega pripelje tudi do tega. Nenazadnje tudi tako imenovana, na primer, stresna situacija je tako imenovani Takotsubo kardiomiopatija, to je, ko pravzaprav pride, ali po domače rečem broken heart ali zlomljeno srce, to je tipična stresna situacija. Skratka, dejansko stres in nezadovoljstvo na delovnem mestu, ki ga pa pogojujejo po eni strani, če tvoji predpostavljeni ne priznajo tvojega dela, če ne prepoznajo, da ti dobro delaš, ker se seveda končni fazi lahko izraža tudi v plači, ampak plača je sekundarna zadeva. Skratka, nezadovoljstvo na delovnem mestu vodi v stresnost, vodi v izčrpanost, v izgorelost. Izgorelost je pa spet neposreden, zelo močen dejavnik tveganja za številne srčno-žilne zaplete. Ja, to je zdaj že znano in zdaj tudi možgansko-srčni sindrom že imajo, ki pravzaprav izhaja prav iz tega stresa. Mogoče, če sam dodam eno misel, mislim, pri stresu vemo, da je tudi pomembno, kakšen pomen mu pripišemo. Poznamo tako imenovani pozitivni stres, tudi čusen, ki nas lahko včasih spodbudi, tudi k temu, da smo in pa seveda negativni stres. Zdaj, jaz si predstavljam, da to, kakšno bo zadovoljstvo na delovnem mestu, kako bo nekdo, bo mogoče isti količini stresa ta posameznik pripisal nek negativen pomen, in kar bo spet vodil v neko kaskado, tako kot je primarcevc povedal, vseh nadaljnjih zapletov, se pa mogoče bi dali isto situacijo ob tem, če bi bil nekdo zelo spodbujan, ali pa v tem smislu doživel neko priznanje, mogoče kot nek dober stres prepoznati. Mislim, to bi jaz tukaj mogoče še dodal, ko se mu stavim. Hvala. Upam, da smo odgovorili. Bolj se kaže, da je sprostitvene vaje in podobne stvari so izredno pomembne. Dokazano nič kolikor že, da za avtosugestijo in s podobnimi stvarmi lahko relativno dobro tudi obvladamo nekatere oblike povišanega krvnega tlaka. Pa smo že spet pri isti zgodbi. Pa smeh,
Najlepša hvala za odgovore. Hvala lepa za vprašanje in odgovore. Zdaj, je še kakšno vprašanje? Potem s tem našim odsvirkom pridemo na koncu. Jaz sicer predlagam, da gospod Černelič pove tole vabilo, vendar pa Svetovni dan srca, to pomeni osrednja prireditev 28. septembra. In vse prireditve, ki bodo tudi po naših podružnicah. In na koncu še 7. oktober z našim srečanjem v Posavju, v Brežicah. Na to srečanje vabimo seveda ne samo naše članice in člane, vse ljudi dobre volje, ki želijo kaj narediti za zdravje svojega srca. Pomenijo eno novo vzpodbudo za bolj zavestno preventivno skrb za zdravje našega srca in ožilja. Gospod Černelič, recite. Ja, hvala lepa. Ja, gospod Zadar, pravzaprav ste povedali vse, kar sem tudi jaz sam mislil poudariti. Res vabljeni v Posavje. Gre za to, da se dejansko seznanimo z nekaterimi novimi prijemi na področju preventive, pa seveda tudi, da se pogovarjamo, da se srečamo, družimo in pa seveda, da tudi nekako morda celo zaključimo ta Svetovni dan srca pač 7. Pridite, hvala. Hvala lepa, gospod Černelič. Vprašanj ne vidim več, tudi slišim jih ne. Tako da mislim, da lahko konferenco zaključimo. Hvala lepa vsem, ki ste bili z nami. Hvala vsem govorcem. Še enkrat povem, da boste v kratkem času dobili izjavo za javnosti, kjer bodo navedene ali pa bodo navedeni poudarki za naše konference in seveda hvala vsem, ki nam pomagate, da preventiva bolezni srca in ožilja v Sloveniji ima tako visoko mesto, kot ga ima v zadnjih letih, pa s tem še nismo zadovoljni. Hvala in nasvidenje. Hvala lepa, nasvidenje. Hvala, nasvidenje.